Zdaj, kljub temu, da je vreme slabo, ne, in da se marsikje po Sloveniji dogajajo težke stvari, smo organizirali obisk Ljubljane. Morda smo imeli v primerjavi z drugimi nekoliko več sreče, ker smo se dobili tukaj, drugi imajo kakšne druge terenske stvari in je to njihov problem, bistveno večji. Zdaj, jaz bi ob tem, no, ko so te slabe razmere, se v uvodu zahvalil vsem gasilcem, civilni zaščiti, tudi vsem vzdrževalnim ekipam, ki urejajo telekomunikacije ali promet ceste, za njihovo delo, ne, in pa reševanje v teh nemogočih razmerah, in jaz upam, da se bodo v čim prej po vsej Sloveniji zadeve normalizirale. Zdaj, poslanska skupina ima v načrtu danes 24 srečanj, 24 obiskov z raznimi strukturami mestne družbe, to se pravi z institucijami lokalne in oziroma mestne in pa državne ravni, z nekaj gospodarstveniki, tudi z športniki in pa seveda tudi nekaj bomo opravili po terenu, predvsem na tem kmetijskem delu. In pa seveda se bomo srečali z nekaj civilnimi iniciativami, ki imajo na nek način neko ločeno stališče do mestnih oblasti. Zdaj, ta naš obisk se bo danes ob 17. uri zaključil z javno tribuno z naslovom Zakaj je Slovenija še vedno v recesiji. Zdaj, ta tribuna bo na povabilo mestnega odbora. Zdaj, pravkar smo zaključili posvet poslanske, kjer smo se na nek način seznanili s stanjem v mestnem okolju. Zdaj, splošna ugotovitev je, da je veliko stvari podrejeno predvsem videzu uspešnosti, videzu učinkovitosti, videzu odličnosti in seveda videzu, ne, da so v Ljubljani tisti, ki izvajajo lokalno politiko, mestno politiko, pravzaprav primerljivo najboljši tudi z evropskimi prestolnicami. Zdaj, treba je reči, da nekaj zadev je res dobrih, da deluje dobro, vendar velika večina pa je slabih in vse te slabe stvari se sistematično potiska v ozadje. Zdaj, da stvari v Ljubljani ne funkcionirajo dobro, kažejo tudi preštevilne gradbene jame, ki so iz takih ali drugih razlogov praktično ostale v vseh mestnih predelih, tudi v centru, tudi v bližnji okolici centra in tudi na periferiji. In to pravzaprav kaže na to, da se tam videz mestne uspešnosti skriva tudi kje drugje. Kljub temu, da se je mesto enormno zadolžilo, v bistvu nekega preboja na zaključku teh velikih investicij pravzaprav ni, ne, pa lahko bi naštevali številne te investicije. Zdaj, problem je tudi v tem, da je marsikje zaradi interesa županstva na udaru tudi kulturna dediščina, ker nekaj spomenikov je takih, ki se jim zna, če se bodo te investicije, ki so načrtovane, realizirale, spremeniti status, pač tudi ne bodo najbrž več kulturni spomeniki najvišjega pomena, ampak bodo to predvsem neke komercialne, ponavadi predvsem parkirne površine. Tako da je potrebno, ne, v tem delu tudi ugotoviti, da vseeno stvari tudi v Ljubljani potekajo precej drugače od tistega, kar se poskuša predstaviti v javnosti. Zdaj, ob tem je problem tudi v tem, da tudi ti podatki, ki so povezani z mestom, z mestno občino, na nek način kažejo ali podražajo slabosti, morda ponekod celo večje, kot so jim
izpostavljene ali pa kot so prisotne v lokalnih, drugih manjših lokalnih okoljih, tudi kar zadeva urejanje infrastrukture in podobnih stvari. Tako da je problem predvsem tem, no, da ta mestna mašinerija, v kateri ima župan podporo, pravzaprav pokrije marsikatere napake, marsikatero neuspešnost in pač uspevajo s tem prepričati tudi del javnosti. Zdaj ob tem se je poslanska skupina seznanila še z stanjem, ki se je dogodilo v zvezi z tem razkritjem groženj našemu predsedniku. Zdaj, včeraj so prišle ven tudi te informacije v zvezi z izjavami, ki naj bi jih v svojem podjetju izrekel gospod Janez Zemljarič in kjer je pravzaprav zagrozil predsedniku tedanje vlade, gospodu Janši, z ubojem. Zdaj, ob vsem tem je presenetljivo to, da je prišel ven tudi dokument, ki ga je podpisal generalni direktor policije in to že 18. decembra 2012 in nihče pravzaprav ne ve, kaj se je s tem dokumentom naprej dogajalo. Niti ne ve se, kakšne ukrepe je sprejela policija, niti to, ali je policija obvestila recimo tožilstvo ali koga drugega in kaj se je na tem področju zgodilo. Zato vodstvo stranke, to se pravi vsi trije podpredsedniki, gospod Milan Zver, gospa Alenka Jeraj in gospod Zvone Černač, predsednik sveta stranke, gospod Cukjati in pa vodja poslanske skupine, to se pravi jaz in generalna sekretarka stranke, naslavljamo na Ministrstvo za notranje zadeve in slovensko policijo nekaj vprašanj in sicer želimo pojasnila, ali so v zvezi z grožnjo nekdanjega šefa zločinske UDBE izvedli kakršnokoli preiskavo. Želimo tudi izvedeti za rezultate preiskave in ukrepov, ki jih je v zvezi s to grožnjo sprejela policija, ali so bila dana slovenski javnosti kakršnakoli pojasnila in tudi vprašanje, zakaj po preteku več kot enega leta proti osebi, ki je grozila z umorom, niso sproženi nobeni postopki. Prav tako želimo pojasnila slovenski javnosti, ali je po objavi dokumentov v reviji Reporter, ki dokazujejo, da je slovenska UDBA razpolagala z množico sredstev za tiho likvidacijo, med njimi tudi z obstojnimi strupi ter množične teroristične aktivnosti, uvedla kakšno preiskavo z namenom, da se razjasni, kje se ta sredstva nahajajo danes. Slovensko policijo tudi sprašujemo, ali je Zlatko Gomilšek, ki je že leta 2006 grozil takratnemu predsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Janši, z likvidacijo, še vedno pripadnik slovenske policije in ali je oborožen. Enaka vprašanja bomo naslovili tudi na generalnega državnega tožilca, gospoda Zvonka Fišerja, in od obeh institucij pričakujemo nemudoma tudi njihove odgovore. V uvodu sem že tudi omenil, da se je zgodila v Sloveniji tudi ta naravna katastrofa. Tudi o tem smo spregovorili nekaj besed v uvodu posveta poslanske skupine in pozivamo tudi vlado Republike Slovenije, da čim prej aktivira vse resurse, predvsem na področju, ki ga pokrivata Elektro-Primorska in Elektro-Celje, in predvsem s temi skupnimi močmi bo možno v najkrajšem možnem času sanirati posledic te naravne ujme. Predvsem pa bi bilo potrebno nemudoma zagotoviti oskrbo z električno energijo, kajti od tega je odvisno pravzaprav vse, to se pravi oskrba z vodo, ogrevanje in tudi vse ostale stvari. Zdaj pričakujemo tudi, da so
podporo, logistično zagotovila tudi Slovenska vojska, seveda tudi tehnično podporo in predlagamo, da se pripadniki Slovenske vojske angažirajo tudi pri odstranjevanju vejevja, tako s ciljem normalne prehodnosti prometnic in odstranitvene varnosti po mestih, kot tudi pri kasnejši dokončni odpravi posledic. Toliko v tem uvodnem delu glede dela poslanske skupine. Sedaj pa predlagam, da še Romana Tomc pove glede zadev, ki so povezane z Ljubljano ali širše, in seveda nadaljevanje tudi Dragutin Mate. Izvoli. Hvala lepa. Naj se jaz tudi v začetku najprej pridružim tem željam, da se te posledice naravne nesreče, ki nas je v teh dneh zadela, čim prej sanirajo, in seveda želim ljudem, da čim prej vstopijo nazaj v svoje normalno življenje, v krogu svojih družin. Upam seveda, da jim bomo vsi pri tem pomagali, še najbolj seveda pripadniki naših zaščitnih enot na nivoju države in tudi na lokalnem nivoju. Kot pa rečeno strani vodje poslanske skupine, smo se danes tukaj v Ljubljani zbrali, da strani poslanske skupine pogledamo, kakšno je stanje v Ljubljani, kako napreduje gospodarski razvoj, kakšni so sicer kazalci v Ljubljani in kaj seveda lahko mi storimo še tukaj, da bo situacija boljša. Ugotovili smo nekaj zanimivih stvari, marsikatero tudi dobro z vidika razvoja Ljubljane in z vidika stanja, v katerem Ljubljana je, pa seveda tudi marsikaj takega, kar nam ni všeč in kar je treba še izboljšati. Predvsem nas skrbi, da Ljubljana bolj kot ostala mesta deli usodo države z vidika zadolženosti. Razvoj Ljubljane v zadnjih letih je temeljil predvsem na zadolževanju, predvsem na investicijah v gradbene projekte, kar je sicer na eni strani dobro, pa vendarle z vidika kvalitete življenja Ljubljančanov in Ljubljančank, ki tukaj živimo, pa to še zdaleč ni vse. Zato želimo in pričakujemo, da bo nadaljnji razvoj Ljubljane temeljil tudi na drugih področjih, ne samo na vlaganju v infrastrukturne projekte, kajti te infrastrukturne projekte, ki seveda zelo veliko stanejo in zaradi katerih se je Ljubljana zelo zadolžila v zadnjih letih, plačujemo prav mi, Ljubljančani in Ljubljančanke. In naše položnice so se v zadnjih letih povečale za več kot 100%. Tako da pričakujemo od vseh tistih, ki bodo v nadaljevanju krojili usodo Ljubljane in bili odgovorni za njen razvoj, da preusmerijo svojo pozornost tudi v razvoj okolja, ki bo zagotovil bolj kvalitetno življenje vsem tistim, ki tukaj živimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še Drago Mate, izvoli. Hvala lepa. Tudi z moje strani najprej seveda zahvala civilni zaščiti delavcem Elektra, ki po celi Sloveniji cel vikend trdo delajo, zato da poskušajo normalizirati stanje. V tem okviru bi pa seveda izrazil posebno zahvalo gasilcem v Ljubljani, tako profesionalni gasilski brigadi, kot tudi seveda vsem nepoklicnim gasilcem, ki seveda delajo, odstranjujejo ovire, ki se pojavljajo na cestah, in pa seveda delavcem Elektra, ki so tako hitro vrnili elektriko, če tako rečem, mesto Ljubljana in seveda najbližji okolici. Vse to delo so opravili delavci Elektra Ljubljane in seveda mislim, da je prav, da se jim zahvalimo in seveda ne dvomimo o tem, da bodo tako požrtvovalno delali tudi v naslednjih dneh, ko se bodo problemi seveda še vedno lahko pojavljali v večjem obsegu. Bi pa nadaljeval seveda pri tem, kar smo danes govorili na posvetu, in nadaljeval praktično tam, kjer je Romana nekako zaključila, pri kazalcih finančnih Mestne občine Ljubljana. Zelo redko se pojavlja v javnosti to, da je bila Ljubljana leta 2006 zadolžena za približno 55 milijonov
evrov, danes je ta zadolženost 219 milijonov evrov in seveda strmo raste. Ta denar pa se nažalost ni porabil za tisto, kar bi verjetno bilo potrebno, zato da bi se uredila infrastruktura, da bi se uredila kanalizacija v delih Ljubljane, kjer to še vedno ni urejeno, ne glede na to, da zveni mogoče to čudno, vendar imamo kar cele predele pri Golovcu, Črna vas in še kje, kjer še vedno ni urejena niti osnovna dobrina, ki jo mesto naj bi imelo, se pravi urejeno kanalizacijo. V nadaljevanju bi seveda rad povedal tudi to, da smo se seveda v tej seznanili tudi s tem, da Ljubljana ni naredila potrebnih premikov pri organizaciji prometa, javnega prometa v prestolnici, stopicamo na mestu. Res, da je prišlo nekaj avtobusov na plinski pogon, vendar to ne rešuje resnih zagat in težav z onesnaževanjem zraka v Ljubljani, predvsem pa je organizacija linijskega prevoza v Ljubljani takšna, kot je bila pred 40 leti, če vzamemo to, da so se nekatere linije samo podaljšale do tistih delov mesta ali primestnih območij, kjer se ljudje dnevno pogosto vozijo v mesto, v službo. In seveda tukaj pričakujemo, da se bodo zadeve premaknile na bolje in upamo, da bo se v prihodnje tukaj nekaj drastičnega spremenilo. Prav tako bi želel izpostaviti aktivnosti civilnih iniciativ. Civilne iniciative so tisti glas, ki ni navezan na politične stranke, ampak govori o problemih, o reševanju težav v mestu, o resnih vprašanjih, s katerimi se ljudje srečujejo v posameznih predelih mesta ali tudi v samem centru mesta. Tukaj se kaže popolna ignoranca mestnih oblasti, župana Jankovića, do teh iniciativ, do dialoga z temi iniciativami in seveda s tem nereševanja problemov, ki jih mesto ima, in do nereševanja problemov, s katerimi se srečujejo posamezniki in seveda večje skupine ljudi. Prav tako bi na koncu še izpostavil ta, kako bi temu rekel, oslabljen ali pa reven odnos do kulturne dediščine, predvsem do kulturne dediščine Plečnika. Nekak mačehovski odnos, ki se pojavlja v zadnjih letih v Ljubljani, do rušenja ali pa kazenja pogledov na stvaritve, ki jih je Jože Plečnik ustvaril v Ljubljani, se vidi na vsakem koraku. In tukaj seveda bi bilo potrebno več konsenza strani mestnih oblasti z opozicijo in tudi z našo stranko, kjer bi našli pravo mero, kako posegati v strukturo spremembo mestnega jedra, da bi ohranili to edinstveno kulturno dediščino, ki jo spoštujejo tako na Dunaju kot v Pragi, kjer je naš velik arhitekt deloval. V mestu Ljubljana pa nažalost nimamo pravega posluha za te stvari.